Spoštovane gledalke in gledalci, 5. marca letos so minila 104 leta od rojstva izjemnega vsestranskega italijanskega umetnika Piera Paola Pasolinija, ki je bil, kot odkrivamo z vedno več sledovi, zelo tesno povezan tudi z Idrijo. Zato smo v studio Idrijskih novic danes povabili prevajalca, pesnika, pisatelja, umetnostnega zgodovinarja, lahko rečem velikega poznavalca Pasolinijevega dela, Miklavža Komelja. Lepo pozdravljeni, gospod Komelj, dobrodošli spet v Idriji. Lep pozdrav. Rekla sem spet, to pa zato, ker ste bili novembra lani gost pisateljske rezidence založbe Bogataj tu v Idriji. Kaj vas je v tistem času med bivanjem v našem mestu najbolj zaposlovalo? V tistem času sem delal na nekaj svojih tekstih, na eni drami, ki sem jo medtem dokončal. Drugače pa seveda je bil to čas finaliziranja te knjige, prevoda Pot ljubezni Pier Paola Pasolinija, in mi je bilo prav posebej drago nekajkrat iti po tej poti celotni, po kateri ima ta zgodna njegova pesniška zbirka naslov Via degli Amori. Tam so pač amori v pluralu, v množini. Pot ljubezni v slovenščini se pač ne vidi, ali je ednina ali je množina, ampak vsekakor gre za poimenovanje, italijansko poimenovanje idrijske poti ob Rakah, ki ima res eno posebno energijo, vonj, na katerega je bil Pasolini tako občutljiv v svojih nasplošno zaznavah. Zaznave vonja so pri njem zelo bistvene in ravno ko govori o Idriji, parkrat zelo močno spregovori o vonju. No, v tej knjigi se bova malo kasneje še bolj posvetila. Vseeno povejva še prej, da ste se v preteklosti že veliko ukvarjali s Pasolinijevim delom. Prevedli ste njegovo dramo Svinjak, prevedli ste njegov manifest za novo gledališče in pa zbirko njegove izbrane poezije z naslovom Realnost. Povejte nam kaj o teh svojih preteklih srečevanjih s Pasolinijem. Pravzaprav ta manifest je prevedel Tomislav Vrečar. Izšel je pa v skupni knjižici z mojim prevodom drame Svinjak. Knjigo Realnost, izbor poezije, sva pa tudi prevajala vsak nekaj s Tomislavom Vrečarjem. Leta 2006 je to izšlo. Skratka, kasneje sem pa poleg tega prevedel še njegovo dramo Bestia da stile, ki naj bi šla v kratkem v Novi Gorici. Skratka, Pasolini je zame že vrsto let, kakšnih 30 let, recimo, je tak zelo ključen avtor, k kateremu se pravzaprav na različne načine v različnih obdobjih vračam. Tako kot k pesniku, pisal sem določene tekste tudi o filmih njegovih, v teh filmskih revijah, in kot mislec, ki je izjemno aktualen, se mi zdi tudi v današnjem času, prav tak profetski v nekaterih pogledih, ker se sooča z ravno nekimi takimi travmatskimi jedri, s katerimi se je pravzaprav zelo težko soočati naše civilizacije, in on to zelo tako neposredno z eno tako izpostavitvijo naredi, kot je vse delal, je tudi zavestno šel pač v neko izzivanje, škandaliziranje, skratka, to je bil njegov način delovanja. Mogoče je bil to njegov način delovanja zato, da je vzbudil pozornost, da je opozoril na nekatere ključne probleme sodobne družbe, ki pa so aktualni še dandanes, kot ste rekli. Prav pred kratkim sem recimo prebrala en vaš esej, članek o tem ideji fašizma, kako je aktualna še skozi to neko potrošniško, kapitalistično družbo še zmeraj in vedno bolj aktualna. Tako, ja, to je bila recimo v poznem obdobju Pasolinija, je bila to ena njegovih dosti ključnih tem, ki jo je v različnih svojih tekstih zelo eksplicitno formuliral, od romana Nafta do te drame Bestia da stile, Stilna žival, do najbolj drastično, eksplicitno filma Salo. In tukaj gre seveda Pasolini nekako v tem zadnjem obdobju opozarja, pravzaprav
jemlje to pozni kapitalizem, potrošniško družbo, to, kar se je v tistem času zdelo, da vzpostavlja neko blagostanje, pravzaprav v tem vidi možnost napoved nečesa zelo brutalnega. Ne? Lahko ne jemlje tega preprosto, ne? Lahko bi tudi tako gledali, ne vem, Prsalojo, kot da vzame, ne vem, kot metaforo, ampak ne jemlje kot metaforo, ampak kot človek, ki je sam seveda na svoji koži doživel to fašistično obdobje, pravzaprav prepoznava v enih stvareh, v katerih drugi pravzaprav niso mogli tako jasno videti nastavke za nek to vrsten odnos do sveta, ki lahko do še večje tudi brutalne katastrofe pripelje. In danes dejansko živimo v tem, da je izbruhnilo na točen tak način, kot ga on na en tak način, ki bi se lahko zdel skoraj katastrofičen, profetski, napoveduje. Ne? Danes pravzaprav vidimo, kako jasnovidne so bile pravzaprav te njegove napovedi. Po drugi strani je pa seveda Pasolinijev odnos do fašizma zelo specifičen, ker je, kako bi rekel, on odrasel v družini fašističnega oficirja in v neki atmosferi kulturni, kjer je bila pač fašistična ideologija neka normalnost in je se še v bistvu postopoma distancira od nje, ločuje od nje. In to je seveda spet tudi eno izhodišče, da on na drugačen način to razume. Ne? Se pravi, njega dejansko zanima tudi to. Pravi, fašizem ima neko fascinantnost, ki si je nihče ne upa zares pojasniti. In pravzaprav on se s tem tudi ukvarja v teh svojih analizah fašizma. Eden od načinov njegovega distanciranja od fašizma je tudi uporaba furlanščine, furlanskega govora, furlanskega narečja. Namreč Mussolini oziroma Pasolini se je z uporabo furlanščine, z mamo sta ustanovila šolo za otroke, Akademiuto, na kateri sta otroke poučevala v furlanščini, zato da jim je bilo to bližje in bolj domače. In tudi ustvarjal je pesmi v furlanščini, to pa zato, da se je zoperstavil tej Mussolinijevi fašistični ideji velike Italije in enega samega velikega jezika, italijanskega jezika. In Mussolini je prepovedal narečja, Pasolini pa potem gre in ustvarja v furlanščini. Ja, Pasolini je pravzaprav vse življenje zelo problematiziral ta kodificiran, poenoten jezik. Vedno je bil na strani teh živega jezika, dialektov, tudi v času, potem, ko se v glavnem ni pisal v dialektu, oziroma zanj je bila pravzaprav furlanščina v tem času, ko je intenzivno pisal v njej, ni bila pravzaprav samo dialekt, ampak jo pravzaprav hotel vzpostaviti kot literarni jezik. Ne? On celo trdi, da je bil prvi, ki je to poskušal, ne? Ni bil čisto prvi, imamo recimo v 18. stoletju, imamo tudi poskuse vzpostavitve furlanščine kot literarnega jezika. Nedavno so bile recimo tudi razstavljene na tej neki razstavi v Gorici, te rokopisi, prevod Ossiana iz 18. stoletja v furlanščini, ne? Ampak vendar Pasolini je to na en popolnoma nov način poskušal in zanje je imela sveta ta furlanščina bližino z, ne vem, provansalščino, skratka na en način s temi starimi pesniškimi tradicijami, ne, v to knjigo Nuova Gioventù, v kateri so zbrane furlanske pesmi, recimo i da za moto ta besede od Geoffreya Rudela, provansalskega trubadurja, s čimer že izpostavi povezavo med obema jezikoma. Obenem, je bilo kasneje zlasti on to prav interpretira kot neko dejanje upora, ki je pa organski, ne? Mislim, da ni to v tem smislu, da bi on pač rekel, ne vem, zato da se bom
upiral fašizmu, bom pisal v furlanščini, ampak je bila to neka njegova zelo, kako bi rekel, odločitev, ki je izhajala iz njegovega res občutja sveta in je že sama po sebi pomenila ta upor, ta odmik, to distanco, ki jo je začel čutiti po lastnih izjavah že seveda prej tam v 30 letih, ko je bral recimo Rimbaud'a, ne, v poeziji je bila simbolistična tradicija dost pomembna zanj. Medtem ko ta knjiga, ki sem jo prevedel, ki je šla pri založbi Bogataj, Pot ljubezni, to so pa njegove pesmi, ko on pravzaprav preneha s tem projektom obuditve furlanskega jezika kot književnega jezika in začne vendarle pisati v tej italijanščini, v katero pa zlasti v prozi, potem v romanih, ogromno rimski govor, ogromno teh argoja, vplete, skratka, zelo je v bistvu plurilingvističen znotraj enega teksta, ampak te pesmi so pa recimo, se pa navežejo na tradicijo, po formi se izrazito navežejo na tradicijo italijanske poezije 19. stoletja, Pascolija, o katerem je pisal, Carduccija, skratka, to vrstna dikcija po sami formi, ki pa da seveda eno spet zelo svojo vsebino in tudi v tem, kot opiše, je za njim že ena izkušnja zelo posebne rabe jezika. Tako da to je ena taka umestna stopnja med tem zgodnjim obdobjem pisanja v furlanščini in potem njegovimi naslednjimi knjigami Slavec katoliške cerkve in tako naprej. To je pa vmes, so nastali določeni teksti, od katerih je bila večina objavljena pravzaprav šele kasneje, postumno. Tudi ta pesniška zbirka je bila objavljena šele postumno, sočasno je, ne vem, nastajal roman Gli impuri, nečista dejanja ali nečistovanja, so prevajali Quaderni rossi, Rdeči zvezki in to je, kot bi po tem zgodnem obdobju neko tako introspekcijo naredil, šel skozi svoje otroštvo. Ne? In ta zbirka je prav, kako bi rekel, ena pot skozi lastno otroštvo in tukaj so pač te ključne postaje, kraji, ki so ga zaznamovali in tukaj se kar na nekih bistvenih mestih pojavi Idrija, na bistvenih že zato, ker je ta naslov povezan z Idrijo. Še beseda o tem, kako smo sploh prišli do te zbirke. Namreč leta 2024 ste bili povabljeni k sodelovanju v mednarodnem Interreg projektu z nazivom 4P čezmejne poti, ki odkrivajo dediščino Piera Paola Pasolinija. In v tem projektu ste postali član znanstvenega odbora. V tem okviru ste tudi prevedli, kot ste že prej omenili, še eno Pasolinijevo dramo Bestia da stile. Samo še beseda o tej drami, v kateri fazi izdaje oziroma priprave je ta knjiga? Ta knjiga, kar se mene tiče, je narejena, mogoče kakšen minimalen popravek, še skratka tekst je preveden, tudi eno tako precej dolgo študijo sem napisal, zdaj je pa bolj ta založniška stvar, kako bo izpeljano, ampak mislim, da bo v kakem letu, da bo pa to realizirano, ne, malo gre počas, ampak skratka, to je tudi ena stvar, ki sem jo pravzaprav že v tistem času, ko sem to dramo Il Porcile, Svinjak prevajal, ne, sem si pravzaprav želel to dramo prevajati, pa je nisem in potem, ko sem jo zdaj res prevajal, sem se spomnil, zakaj nisem preprosto, ker mi je bila težka takrat, ne, mislim, ker ima določena mesta, kjer se on tudi spet igra, pravzaprav tam pa, tukaj pa nekje preide, pač na nekaj mestih, v enem monologu matere, preide pa en tak jezik, ki ima tudi elemente furlanščine, pa ne samo furlanščine, skratka en tak izmišljen pravzaprav jezik z aluzijami na razne žargonske, pogovorne, tudi take zelo brutalne, vulgarne rabe, ne, in to so potem seveda kar izzivi za prevajalca, ne, ker tukaj se navezuje na specifičen kulturni kontekst, ne, če bi to zdaj šel z nekim dialektom, to ne bi dobro spet funkcioniralo, skratka tukaj
sem pač rešil na neki način, tako da mislim, da je učinkovit. Je pa to spet eden takih najkompleksnejših njegovih tekstov, je spet zanimivo napisan. On ga imenuje Moja avtobiografija, v bistvu je to drama v nekem pesniku, češkem, kar je spet zanimivo, ne, skratka iz tega slovanskega območja. In seveda spet Idrija je bila njegova izkušnja, recimo odraščanja v izrazito slovenskem okolju. Ne. Se pravi, nedvomno je to izkusil, to recimo, čeprav se je gibal pač šola je bila italijanska, ne, se pravi, ampak prebivalstvo pa ne, tako da je sigurno zelo močno tudi to izkusil. Ne. Nekaj malega o tem napiše, o tej izkušnji v tekstu L'Italia non Italiana. Torej, Bestia da stile še en zanimiv tekst, ki se ga veselimo tudi bralci. Torej, zdaj pa k poti ljubezni. To nas v tem trenutku in v tem lokalnem okolju seveda najbolj zanima, nas tudi najtesneje povezuje z vami. Gre za dvojezično italijansko-slovensko izdajo Pazolinijevih pesmi, ki niso bile doslej še prevedene, nekatere tudi še ne objavljene, sploh ne v obliki zbirke. Vi ste pri tej izdaji sodelovali kot prevajalec pesmi iz italijanščine v slovenščino in kot pisec izjemno pretanjenega spremnega besedila. Kako ste doživljali, začutili in prevajali te pesmi? Ja, to so izjemno, bi rekel, pretanjene pesmi. To je ta zgodnji Pazolini, ki je prav drhti v neki taki nežnosti, čeprav ima vmes tudi kakšne nastavke teh tem, ki potem z neko brutalnostjo se kasneje pojavijo. Pravzaprav je to knjiga, kjer je kot prva pesem govori o nekem zapretku svetlobe, kar se me je osebno močno dotaknilo, ker imam jaz v svoji prvi knjigi pesniški, ki sem jo izdal pri 17 letih, govorimo o zapretku svetlobe in me je to pravzaprav presenetilo, no. Jaz sem se precej ukvarjal s Pazolinijem, ampak res tam okoli leta 2000 bolj intenzivno. Tole je še po tem datumu sploh prvič šlo, tako da jaz teh pesmi, dokler mi jih vi niste nanje opozorili, jaz teh pesmi sploh nisem poznal te zbirke. Tako da sem jo v bistvu odkrival v teh zadnjih 2 letih. Skratka, to je tudi zbirka, ki ima zelo poudarjen ritem. Na nek način je napisana zelo preprosto. To so tako kot neke, Joyce bi rekel, epifanije na tak način, in taki dogodki ali pa filmske slike, neki prizori, v katerih se mu razkrijejo neke bistvene stvari o bivanju v svetu, v relacijah z ljudmi. Vse na en tak v bistvu zelo direkten način, v zelo takem ritmu, močnem ritmu, ki temelji na Jamskem enajstercu, ki je pa malo svobodneje tretiran, ni tista rigidna metrična shema. In seveda pri taki poeziji taka poezija je v bistvu zelo zahtevna za prevajanje, ravno zaradi tega učinka neke čistosti, neposrednosti, drhtenja, ne, v bistvu, ki hkrati sem poskušal pač ta ritem, ponekod nekoliko svobodnejši, ampak vendar sem poskušal, kolikor je bilo mogoče, ohranjati te lastnosti te njegove poezije, hkrati pa seveda to je ena taka, kako bi rekel, zelo minimalistično izražanje, skratka, ni nobene besede odveč, ne, in to sem seveda tudi pazil, da nisem zdaj nečesa dodajal v tem smislu, ne. Skratka, je bilo eno tako zelo, seveda tudi intimno srečanje s Pazolinijem, s tem njegovim zgodnjim obdobjem. Gre za zbirko 33 pesmi, kot ste že omenili, v glavnem so to kratke pesmi in 4 od teh so tesno povezane oziroma posvečene Idriji. Kot Pazolini, kot da se na ta način ohranja sicer drobne, ampak zelo intenzivne refleksije in kot nekakšne spominske ostružke na tisto eno leto
ki ga je z družino preživel v Idriji. Če izpostaviva mogoče samo eno ali dve od teh 4, bi rekli, idrijskih pesmi, omeniva Pot ljubezni, ki je zbirki tudi dala naslov. Povejte nam kaj o izvoru tega naslova, nekaj ste že nakazali, pa potem na kaj konkretno idrijskega se navezuje, in pa kako ste razrešili to blago zagato pri prevajanju te sintagme Pot ljubezni, kot ste nakazali, ste že, pa nam še malo bolj natančno to povejte. Ja, najprej zdaj glede naslova, seveda ta naslov, pri Pasolini je zelo pogosto pravzaprav tako, da je kakšna stvar že v naslovu, ki je pravzaprav čisto preprosta, evidentna, se že zagata postavi v prevajanju in tukaj je tak primer. Zdaj, jaz sem tukaj vseeno sem šel na to, da ta naslov pač učinkuje z nekim podobnim učinkom kot izvirnik, čeprav seveda prva reakcija, ko beremo v slovenščini, ne pomislimo, da je to množina, ne, je pač to pojasneno tukaj skratka z nekom spremnim opozorilom, ne, ker pač tukaj je lahko ljubezen v ednini ali v množini, mišljeno je pač v množini, ampak nekako spontano ne pomislimo na tega. Dalo bi se seveda reševati tudi drugače, obstaja recimo tudi v ljudskem izročilu pravzaprav za to pot, tudi staro ime Pot zaljubljencev, ne, kjer je seveda ta plural ohranjen, ampak se mi zdi, da bi pa to bil dosti manj močan naslov, ker tukaj Pasolini vendar tudi o tej poti ljubezni, to ni samo toponim, čeprav je, ampak seveda tudi mnogo več od tega. Je pa ta ljubezen zanj vedno v pluralu, ne? To je tudi pomembno, oziroma na nek način je pa tudi, to pa pač v tej pesmi Suplica alla mia madre, ne? Oni govori, moja ljubezen je v singularju do tebe, do mame, ne? Potem druga pa v množini, ker je drug tip ljubezni. Zelo zanimivo je pri tej pesmi ta Pot ljubezni, je tudi naslov potem ene od pesmi, ki se nanaša res na to pot v brakah, to sprehajališče, na doživetje vonja. Ne? To je ena njegovih najkrajših pesmi sploh, mogoče sploh najkrajša njegova pesem, ne vem, če ima še kakšno tako kratko, in sigurno v celem njegovem opusu pesem, ki je najbližja japonskemu haikuju, čeprav ni zdaj čist pravi haiku, ampak zelo blizu. Ne? Na mojem licu dečka leži s težo, leden in topel list z vonjavami jeseni. Zdaj tukaj je zelo zanimivo, da imamo kar 3 tekste pravzaprav o Idriji, kjer se je ta von posebej. Ne? Mogoče prav ta von, ki je res intenziven, če gremo po tej poti, je res to doživetje poti. Potem ima še drugo pesem Sledi, kjer on opisuje dihanje hrastov in potem kako se je na trgu in potem kako se je on oblekel v materino haljo, ki je dišala po telesu matere, in potem na koncu pesmi von podrasti, spet ta gozdni von skupaj. Potem ima v eni spet drugi pesmi Jezik, ki je ni v tej knjigi, govori pa o nedišečih vijolicah, se pravi tudi tam, kjer ni vonja, ga pa spet kot odsotnost vonja. Potem ima pa v kratkem romanu Ljati in Puri, ki je nastal sočasno s to zbirko, se pa pojavi pravzaprav Idrija v sanjah. Nenadoma Idrijo z neko tako neskončno bolečino začuti to Idrijo v sanjah in glavno je von, nek neskončno omamen, neskončno intenziven von. Ne? In to doživljanje vonja je bilo pa zelo ključno za Pasolinija, če beremo njegove tekste, ne? Ogromno govori o teh vonjih, skratka, njegov odnos do sveta je bil ekstremno čuten, visceralen in von je bil en od teh osnovnih pravzaprav načinov pozicioniranja v svetu zanj. Tako kot tudi imamo v zvezi z Idrijo v nekem drugem njegovem tekstu iz leta 1969, iz časa, ko je ne tako, zelo daleč stran snemal Medejo, ne, v Gradeški
Laguni ima en čudovit zapis spet o Idriji, ki spet kaže na to, kako se ga je na tej neki visceralni, elementarni ravni dotaknila, reče, ne, jaz ne govorim, ko govorim o kamnih, ne govorim o kamnih kot ideogramih, ampak o resničnih kamnih, tistih iz idrijskih hribov, ne, kar je taka zelo nenavadna izjava, ki postane še dodatno zanimiva, če vemo, da to v nekem intervjuju govori, kako je on prav v Idriji z bratom Guidom sta pač bila udeležena v raznih teh spopadih med skupinami otrok, ki so se s kamni obmetavali, in ona dva sta imela neke ščite, bronaste ali kakšne, ki jih je skoval kovač tega vojaške formacije, ne, kar je tudi zelo nenavadno po svoje, ne, da kar otrokom, ki sta si zaželela, je še kar spet seveda kaže, da sta bila tukaj v neki taki privilegirani poziciji, ne, in sta imela potem te ščite, in te ščiti so jima zelo dobro služili ob tem, ko so metali vanje to kamenje, ne. In potem se te idrijski kamni seveda povežejo tudi s to njegovo pa sploh temeljno izkušnjo, o kateri govori v svoji avtobiografski, bibliografski pesnitvi, kot pravi, Il poeta delle ceneri, pesnik pepela, kjer na koncu govori o tem, kako on hoče vreči svoje telo v boj, ne. In te idrijski kamni so pravzaprav povezani z eno zgodno te izkušnjo telesa v boju, ne, ki je bilo zanj zelo ključna do smrti, temeljen način pravzaprav njegovega delovanja. No, in pravite tudi, da je za to zbirko značilna skrajna senzibilnost, in lahko rečemo, da za Pazolinija nasploh, za njegovo ustvarjalnost, za njegov človeški etos je bila značilna senzibilnost. Vsekakor, zelo, ja. Pa to, kar ste omenjali zdaj, Pazolinija kot otroka in te otroške igre in tako naprej, nekdo bi rekel, da ko v Idriji, ko je bil star 8-9 let, ko so z družino preživeli eno samo leto tukaj, bi lahko menili, da mu od tega enega leta ni ostalo nič, ampak iz teh drobcev, odlomkov raznih pesmi, drobnih pesmi se kaže, da na tej mogoče iracionalni ravni pa so mu čutni, čustveni ravni so mu ostali sledovi. Zelo močni, seveda, ne, na splošno so pravzaprav ravno ta zgodna leta so najbolj formativna, ne, to so sicer ravno že tista, ki so že pravzaprav manj, ne, so že vstopanje postopoma proti svetu odraslih šola, ne, ampak so pa taka, ki so na zavestni ravni tudi že doživljena kot formativna, ne, ker tista, ki so na prva leta na nezavedni, večina ostaja na nezavedni, medtem ko to je pa že tudi ozaveščanje določenih vzgibov, in Pasolini pravzaprav ravno tudi v teh pesmih, v katerih govori o Idriji, pravzaprav recimo ene par takih zelo ključnih stvari na tak nežen, nevsiljiv način, ampak stvari, ki so ključne potem v njegovem življenju, recimo ta njegov zelo specifičen odnos do matere, v katerem sam nekot reče, da je monstruozen, pač ima eno zelo tako na meji incestuoznosti ponekod moment, ne, tukaj ga recimo opiše ravno prek tega vonja, kako on stopi po Idriji, se našemi v njeno haljo, ki diši po njenem telesu, in neko bronasto lobanjo drži v roki, spet ta smrt, ne, in potem še prestraši punčko ali dečka, še ambivalenca spola, skratka ogromno teh stvari. In tudi potem druga pesem, pri kateri ste ravno vi ste odkrili pravzaprav še historično ozadje, tam govori o nekem dečku Mirku, vi ste ga uspeli celo skoraj zanesljivo identificirati, ne, kjer je pa pravzaprav prva v eni pesmi, ki je zelo taka nežna, senzibilna, je hkrati prva tematizacija tega sadizma, sadistične teme pri Pasoliniju, ki kasneje postane zelo pomembna. Tukaj je, kako on tako muči, pravzaprav pač se igre neko igrico s tem dečkom, ki ga zveže na verandi, in mu potem nikdar več ne boš videl svoje matere, spravi ga v jok, ne, se pravi ta moment ga tukaj tudi izpostavi, ne, se pravi so to ena taka zelo pomembna doživetja. No, to so zdaj o 3 pesmih smo govorili, 4. pravzaprav iz te knjige, ki govori o Idriji, je pa
locirana v Idrijo, govori pa pravzaprav o drugih stvareh. Spet čisto kratka o tem, kako mu je očitno mama v Idriji pripovedovala o času, ko je bila v internatu v Špetru Sloveno, San Pietro di Natizone. Ne? Se pravi, očitno mu je tukaj pripovedovala o tej izkušnji. On govori pravzaprav spet o materini izkušnji, ampak jo locira v Idrijo, očitno preko njenega pripovedovanja, kar je spet zelo zanimivo, se pravi neko zbližanje z materjo, nek pogovor z materjo, ki je spet tako ključen zanj. In na podlagi vsega tega, o čemer ste zdaj pripovedovali, ste postavili trditev v svojem spremnem tekstu, da je Idrija ena od formativnih postaj v Pazolinijevem zgodnjem življenju. Pod vprašanje, se v Idriji tega dovolj zavedamo in to primerno izpostavljamo? Ja, to je zanimivo ravno vprašanje, ker recimo, jaz se nisem s to Idrijo toliko posebej pri njem ukvarjal, ne, sem bil na začetku, ko bila to, ne, Kazarsa, Idrija, ta projekt, si ravno pravzaprav mislil, ne, a ni zdaj to ne vem, prenapihneno, da mi zdaj tako to Idrijo izpostavljamo, ker Slovenci včasih naredimo kakšne take stvari, ne vem, Joyce je pomotoma stopil na postaji dol v Ljubljani, pa pol iz tega narediš zgodbo, ker nimaš druge, ne. Medtem, ko se pozorno prebere te stvari, seveda to je subtilna, to je nekaj momentov, ampak je pa to ena zelo močna, nekaj, kar je pravzaprav do konca, ena zelo močna izkušnja je bila pri Pazoliniju in se je on tudi kot take zavedal, ne? Drugače ne bi mogel napisati tega o kamnih, recimo. Ne? Tako, se pravi, je nedvomno utemeljeno v tem kontekstu graditi na tej zgodbi, jo izpostavljati, pove nekaj bistvenega o Pazoliniju in tudi o tej njegovi, hkrati pa tudi v tem kontekstu. Ne? Je to pravzaprav tudi Pazolini pride v Idrijo v kontekstu ene zgodbe, ki je za Slovence negativna, travmatična. To je obdobje pač fašistične priključitve velikega dela Slovenije Italiji, ki je potem še pač pod fašizmom, ki so ga seveda Slovenci, za razliko od precejšnjega dela populacije, ki je bila pač italijanske, ne, Italijani, niso vsi tako zgodaj začutili fašizma kot nekaj groznega, tudi Pazolini ne. Medtem ko Slovenci so pa to od začetka, ne, ker je bil pač uperjen od začetka, je pač bila ta raznaradovalna nota tako močna, ne, se pravi, zato so ravno med Slovenci bil pravzaprav prvi antifašizem, včasih rečemo pravičeno, prvi antifašizem v Evropi, ne, ki je bil povezan s to elementarno izkušnjo, ne, ker če si hotel ti sploh ohranjati to identiteto slovensko, si moral biti antifašist, ne. Skratka, Pazolini pride tukaj z druge strani, pride kot otrok tega pač vojne, kapetana pač kraljeve vojske, ki pa bil tudi ideološko pa zelo prepričan fašist, za razliko od matere. In skratka, pride v okviru te zgodbe, ki je sama po sebi za Slovence negativna, ji pa da en nepričakovan seveda obrat, ne? Ker je pa to eno zelo zanimivo srečanje, pokaže eno seveda nečist preprostost, ne črno-belost vedno, ko gre za neke konkretne stike, tako kot recimo Pazolini. Ne? Pazolini je, ne vem, tudi ko se je začel kulturno udejstvovati, se je pač znotraj teh organizacij, ne vem, GUF, Gioventù Universitaria Fascista, ne? Ampak to seveda je bilo nek način, vse je bilo organizirano prek teh fašističnih organizacij tam, ne? To ne pomeni neke take posebne identifikacije, ne? Ampak recimo, on se potem udeleži recimo leta 1942 v Weimarju enega srečanja teh mladih literatov iz teh fašističnih dežel. Ampak je zanimivo, recimo, ta njegova izkušnja, ne? On tam prvič spozna Lorco, Machado, te izrazito antifašistične avtorje, ki jih te ljudje berejo, španski kolegi, ne? Se pravi, niso stvari po tej deklarirani ideološki liniji samo in vedno tudi te stiki se oblikujejo na teh individualnih ravneh in tako
je zelo zanimiv. Pasolini je ena taka zanimiva zgodba v tem smislu, da lahko zelo tako konkretno gledamo na enem primeru, hkrati, če hočemo kontekstualno predstaviti, moramo ta kontekst fašistične priključitve, razna radovanja, po drugi strani pa pogled tudi z druge strani Pasolinijeva izkušnja, ki je tudi ja. Če se vrnemo še malo k zbirki, ne samo vi v svojem spremnem tekstu, tudi profesor Massimo Raffaeli. Povejmo, da sta v knjigi dragocena spremna teksta dveh profesorjev, profesor Massimo Raffaeli in profesorica gospa Graciela Chiarcosi, sta tudi prispevala spremna teksta. In nekaj podobnega je profesor Raffaeli zapisal, da so ti kraji, ki jih Pasolini v teh pesmih omenja, na katere se navezuje, to so poleg Idrije še Sacile, Casarsa, Conegliano, Cremona, Scandiano in Bologna, da so to postala prav mitska krajevna imena v Pasolinijevi sentimentalni geografiji. Torej ja, tudi on je prepoznal oziroma se prepoznava zdaj teža teh krajev iz zgodnjega otroštva, po katerih se je družina veliko selila, se prepoznava skozi to literaturo. Tako, ja, vsekakor, ne? Tako, ja, tukaj so pač pesmi, tako kot ste rekli, ne, so pač Idrija ima pač za nas specifično težo znotraj tega, ne, drugače seveda, ko je celotna zbirka se v to širšo geografijo porazdeli, ne. In en del knjige so pa še Pasolinijeva likovna dela, gre sicer za manjši izbor teh del, ki pa so pomembni zato, ker se Pasolinijeve likovne ustvarjalnosti ne omenja pogosto, ni tako znan ta del njegove ustvarjalnosti. Kako vi kot umetnostni zgodovinar gledate na ta del, na to likovno izražanje Pasolinija? Likovno izražanje je bilo za Pasolinija izjemno bistveno. Mislim, da celo pravi, da je bilo to prvi način, še pred pisanjem je bila ta likovno izražanje tisto, ki ga je nekako tudi prebudilo v razmišljanje o razmerju med simbolnim in realnostjo. Recimo, tukaj v eni od pesmi v tej knjigi opisuje, kako on, in spet zanimivo z vonjem, ko riše von pastelov opisuje, ne, kako poskuša naslikati Ahilov ščit, ne, ampak potem recimo v Quaderni Rossi, Rdečih zvezkih, ima prav eno tako razmišljanje, se spominja, kaj je takrat razmišljal, in takrat se recimo ob tem risanju Ahilovega ščita se mu ena temeljna razmerja vzpostavlja, s katerimi se je kasneje skozi ukvarjal. Tako da to likovno ustvarjanje je zanj izjemno pomembno, je imelo pa več faz, recimo v tem zgodnejšem obdobju, zlasti to so med drugo svetovno vojno, po drugi svetovni vojni, on ogromno riše, tudi nekaj je razstavljal, tudi olja je delal, potem ima pa spet obdobje, ko je manj tega ali pa skoraj nič, pa potem v nekih konc 60-ih let recimo naredi zelo zanimive risbe v gradežu, ki lepi gor, školjke, trave, tako ene take kombinacije s kolaži, pa portreti Marije Kalas, sjajni iz tistega časa, ne. Potem tudi ena taka risba, Svet me noče več in tega ne ve, iz katere je Giuseppe Cigajna cel misticizem naredil. Tudi recimo, ko je šel, ne vem, portretirati spet v tem času, tam 69, takrat je ogromno risal, takrat je šel, ne vem, Ezra Pounda portretirati filmski, televizijski intervju z njim delati, pa ko ga intervjuva, vmes ga riše, ne, zelo dobro riše. Je pa prej sem omenil Giuseppeja Cigajno, slikarja, ki bi njegov zelo tesen prijatelj, recimo z njim sta tudi pri filmu Teorema, kjer ima eno zelo pomembno vlogo slikarstva, sta bližnje sodelovala, in tudi v drugih filmih, seveda pri načinu njegovega filmskega mišljenja je potem prišel do izraza ta njegov slikarski način mišljenja, kar ni seveda nekaj tako redkega pri
pri filmskih ustvarjalcih, ne, če pomislimo Eisensteinovsko riše, ne, skratka, to je zelo povezano. In tudi Pasolini, ne, se pravi, izrazito na slikarski način misli te kadre. Po drugi strani ima pa tudi v filmih, se to je znano, ima ogromno direktnega citiranja zgodovine slikarstva, recimo od Laricota, kjer je, mislim, da je Daniele da Volterra, manieristični slikar, prav inscenirana kot živa slika njegovo snemanje s križa. Pa recimo v, ne vem, Mama Roma je pač znan prizor, ki spomni takoj na Mantenjevega mrtvega Kristusa, čeprav, ko gre za razmerje med tem filmom in slikarstvom, Pasolini poudarja, pa ni ta Mantenja bistven je Mazačo v načinu gledanja, v načinu gledanja telesnosti, figure, to je Mazačo ključ tako rekoč do tega filma, pa potem Piero della Francesca v Evangeliju po Mateju, ne, so spet ta pokrivala, scene so zelo direktno tam povzete. Pa do tega seveda v temle Decameronu on nastopi kot slikar, nek Giotto učenec, ne, in je prav, da on pravzaprav kot avtor tega filma je kot slikar tam predstavljen, ne, to je tak veličasten prizor, ne. In en manjši izbor teh likovnih del nam je uspelo uvrstiti v knjigo s poudarkom ravno na portretih in avtoportretih, ki jih je tako rad ustvarjal. Če se vrnemo v Idrijo in počasi zaključiva najin pogovor, tudi vas, odkar ste bili v času trajanja tega projekta, odkar ste bili član znanstvenega odbora, se je Idrija na nek način dotaknila, vas je vsaj rahlo zaznamovala oziroma očarala. Zakaj in kako? Meni je izjemno ljuba Idrija, čudovita, tako, sem napisal še recimo nek kratek, tak neki vmes med prozo in pesmijo v prozi o enem kamnu, ki se odlomi tam od stene pri divjem jezeru, tako da, ja, ne, to je, mislim, ta kraj ima eno specifično tudi že svojo lego pri rudniku živega srebra zbuja te alkimistične konotacije. Potem je, ne vem, divje jezero, ki je nekaj najbolj čudovitega, je seveda spet ta vokliški tip izbira, ki te poveže s Petrarko, recimo. Ne? Tako so take zelo zanimive povezave se vzpostavljajo in sploh je en tak zelo poseben kraj, ki mi je zelo ljubo van priti. Tudi nam je ljubo, da smo lahko sodelovali z vami in da ste bili danes naš gost, pa da mogoče za konec slišimo Pasolinijevo besedo v pesmi. Vas prosim, da nam preberete eno od teh 4 njegovih idrijskih pesmi. V Idriji leta 31. Na širnem trgu so dihali hrasti, se lesketali. Imel sem 9 let. Našemil sem se v materino roza haljo, dišečo po njenem telesu. Šel na poplavljeno cesto, na deviško sonce. V roki pa sem imel lobanjo iz brona in prestrašila je punčko ali dečka. Za njo sem stekel. Vidim telesa tovarišev, ki so vpili naslonjeni na ograjo in hladen vonj podrasti. Najlepša hvala, gospod Miklavž Komelj, za tale pogovor. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Hvala vam.